Cinkarni Celje v prvem letošnjem polletju presegli zastavljene cilje. Celjsko podjetje Vodovod Kanalizacija obnavlja vodovod v Bergsovi in Bernekarjevi ulici. Ponudba stanovanj za najem je v Rogaški Slatini večja od povpraševanja. Celjski rokometaši v prvi krog kvalifikacij za Evropsko ligo. Dober večer voščim v dogodkih dneva na televiziji Celje. V enem najuspešnejših slovenskih podjetij, Cinkarni Celje, so v prvi polovici letošnjega leta presegli zastavljene cilje. Letos izvajajo energetski pregled podjetja, poleti bodo v njem postavili 2 sončni elektrarni. V prihodnosti se bodo še bolj trudili za trajnostno in odgovorno delovanje. Na različnih področjih bodo še naprej vlagali v lokalno okolje. Zaradi pravil Ljubljanske borze v Cinkarni Celje rezultatov v prvem polletju še ne smejo razkriti, so nam pa povedali, da so na zelo dobri poti, da močno presežejo načrte, ki so si jih zastavili v lanskem letu. Načrtovali so namreč dobrih 10 milijonov evrov čistega dobička. Ta rezultat bomo že v polletju presegli in smo optimisti tudi za drugo polovico leta, ker namreč razmere po COVID epidemiji so se, vsaj v naši branži v veliki meri stabilizirale. Močno narašča poraba vseh materialov v gradbeništvu, tako da smo tudi mi seveda tu udeleženi in vpliva na našo prodajo. Nekoliko pa so zaskrbljeni, kar se tiče cen surovin, saj cene teh po vsem svetu naraščajo. Občasno se pojavljajo tudi problemi dobave, tako da imajo številni proizvajalci s tem težave. Mi zaenkrat nimamo in uspešno plujemo na teh razburkanih vodah. Tako da vse, če potegnemo neko črto, smo, navdušeni nad letošnjim letom. Že do sedaj pa je Cinkarna Celje izredno veliko vlagala tako v okolje, kot tudi v energetsko varčnost in kot poudarja Skok, želijo s tem tudi nadaljevati. Smo se za letošnje leto zadali kot cilj, da opravimo ali pa naredimo en celovit energetski pregled podjetja, kar se tiče porabe plina, elektrike, vode in vseh tudi emisij, s katerimi še obremenjujemo okolje. Tako da, ko bomo to celovit pregled zaključili, bomo si zadali za naslednje srednjeročno obdobje številne naloge v povezavi z to energetsko varčnostjo. In Skok pričakuje, da jih bodo tudi vse uresničili. Zato pa bodo potrebovali denarna sredstva, ki jih trenutno uspešno ustvarjajo in jih morajo imeti možnost tudi vložiti nazaj v podjetje. Za letošnje leto pa smo že en korak bomo naredili, tako da smo se odločili, da bomo postavili 2 sončne elektrarne, eno veliko 1 megavat, drugo pol megavata tu na strehe nekaterih od naših stavb in s tem bomo že z letošnjim letom pokrili približno 1,5% celotne porabe električne energije. Cinkarna Celje pa ostaja zvesta vsem dosedanjim aktivnostim, še posebej tistim športnim, v lokalni skupnosti. Mi mislimo, da je za uspešno poslovanje podjetja potrebno, da podjetje podpirajo vsi deležniki. Kot glavne deležnike smatram tako lastnike kot zaposlene in seveda lokalno skupnost. In vsem tem deležnikom želimo tudi vračati, kolikor lahko. Bolj nas boste podpirali, deležniki, bolj bomo rasli kot podjetje in se razvijali in več vam bomo lahko vračali. Tako da si predstavljam tudi prihodnost eno tako sožitje med podjetjem in okolico in Celjem. Junija je celjsko javno podjetje Vodovod Kanalizacija začelo z obnovo vodovoda na območju Bergsove in Bernekarjeve ulice v Celju. Gre za 344 metrov dolg odsek, ki ga morajo obnoviti zaradi dotrajanosti obstoječega voda. Obenem bodo obnovili tudi hišne vodovodne priključke. Trenutno poteka obnova sekundarnega vodovoda v dolžini 342 metrov. Tu so v bistvu obstoječe cevi, so še pocinkane izvedbe in pa plastične in zaradi njihove starosti so tudi že dotrajane, zato poteka menjava cevovoda z novimi duktilnimi cevmi.
Dela na terenu tečejo brez zapletov, pogodbeni rok za izvedbo je sicer 3 mesece. Izvajalec del tukaj je ISAR d.o.o. iz Vojnika. Pogodbena vrednost del znaša 86 000 evrov brez davka. Dela bojo zaključena tam do 2. septembra 2021. V času obnove vodovoda večjih prekinitev dobave vode na tem območju ne pričakujejo, razen ob prevezavi na nov sistem. Po izgradnji tega glavnega voda se bo lotil izvajalec tudi obnove hišnih vodovodnih priključkov, ki so tudi dotrajani in je smiselno jih hkrati z glavnim vodom obnoviti, da se potem ulica vzpostavi v prvotno stanje. Nov cevovod se bo tudi priključil na nižjo tlačno cono, kar pomeni, da bodo uporabniki, ki so do sedaj imeli zelo visok tlak v vodovodnem omrežju, po obnovi imeli primeren mestni tlak, v bistvu normalen mestni tlak. Podjetje Voka sicer z vodo oskrbuje okoli 65 000 prebivalcev iz občin Celje, Vojnik, Štore, Žalec, Velenje in Dobrna. V občini Rogaška Slatina imajo trenutno 177 javnih najemnih stanovanj, številke pa se bodo v prihodnjih letih, ko bodo dokončali še nekatere naložbe na tem področju, povečale. Rogaška Slatina je v tem trenutku ena redkih slovenskih občin, kjer je ponudba stanovanj večja od povpraševanja. Menim, da to v naši občini ni naključje, ampak je to plod dolgoletnega, vztrajnega, zavestnega dela na stanovanjskem področju. Gradimo postopoma stanovanjske enote na različnih koncih občine in rezultat tega je tudi dejstvo, kot sem ga omenil, da imamo trenutno več stanovanj na razpolago, kot je prosilcev. Jaz verjamem, da bo marsikje nastala ta situacija, recimo 76 stanovanj, ki smo jih tudi prevzeli v Kočevju, zna biti v prvem koraku mogoče kakšno stanovanje prazno. Ampak jaz vidim v tem, v bistvu, da je to dobro in da bo dokončno, v bistvu se bo kdo tudi začel vračati v regijo in ne bojo vsi silili v Ljubljano. Namen je, da na nek način preprečimo ta, se pravi, dost agresiven naval na prestolnico in da dejansko zagotovimo stanovanja v vseh 12 statističnih regijah. In jaz verjamem, da je to prava pot. Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo v sezoni 2021-2022 svojo evropsko sezono začeli v prvem krogu kvalifikacij za Evropsko ligo. Za drugo najkakovostnejšo evropsko tekmovanje je prijavljenih 52 ekip. V skupinskem delu jih bo igralo 24. Celjani bodo svojega tekma za prvi krog kvalifikacij izvedeli v torek, 20. julija, ko bo na Dunaju potekal žreb kvalifikacij. Po težkem zaključku lanske sezone se je pač zgodilo, smo uspeli tisto 33. mesto, ki nam je direktno prinašalo udejstvovanje v EHF pokalu, v tem rangiranem evropskem pokalu. Po dodatnih prizadevanjih smo si nekako zagotovili mesto zdaj v zelo močni evropski ligi. In ja, tako ste omenili, začenjamo z kvalifikacijami v prvem krogu, ki se bodo odvijale že dokaj hitro, oziroma 28. do 29. avgusta in pa 4. in 5. septembra. 11 klubov si je v 24-članski Evropski ligi mesto zagotovilo neposredno. Posebno vabilo za skupinski del je prejel grški AEK. Preostalih 40 klubov se bo za 12 prostih mest pomerilo skozi 2 kvalifikacijska kroga. Ja, skupina je zelo zanimiva. Moram povedati, da se nečem tudi na temu, da je tudi Trimo Trebnje v tej skupini, tako da je lahko tudi neposredni tekmec že v kvalifikacijah prvega kroga. V vsej tej skupini je pa kar nekaj zelo dobrih imen, tudi po vseh ostalih državah. Naši sosedi so noter Rhein-Neckar, Leven, Benfica iz Portugala, Kadet, Schaffhausen, ogromno zanimivih tekmecev, ki definitivno so zelo dobri, ampak niso pa favoriti. Celjani bodo v ponedeljek začeli s pripravami na novo sezono, v kateri bodo primat na slovenski sceni spet skušali vrniti v Celje. Po krajšem premoru
Začenjamo z pripravami v dopoldanskem času v obliki nekega neformalnega in pa spoznavnega druženja v popoldanskem času, potem že začnemo z temi pripravami, sicer ne v dvorani Zlatorog, v sosednji dvorani Golovec, kjer pa potekajo obnovitvena dela. Ker nekaj tekem se bo zgodilo oziroma odvilo tudi v Celju, gremo pa tudi na enega od pripravljalnih turnirjev v tujino v tem času. Novi trener Alen Toskič bo imel na voljo močno spremenjeno igralsko zasedbo. V naslednjih dneh pa bo kompletiral tudi svoj strokovni štab. Ja, kar se tiče ekipe, je skompletirana. Res je, da še lahko pride do kakšne menjave, predvsem v smislu ukreditve na kakšnem igralnem mestu. Tudi še potekajo dogovori oziroma se izvaja dodatna testiranja, več bo znanega v prihodnjih dneh, definitivno pa pred začetkom tekmovalne sezone. Kar se tiče štaba, smo zelo veseli, da smo podpisali, dogovorili novega trenerja, pomembnega trenerja, ki ima v sebi ta celjski DNK, ki pozna okolje, pozna navijače, predvsem pa ima tisti karakter in pa žar, ki smo ga želeli imeti pri trenerju. No, tako ob njemu se je postavila tudi stroka, v večji meri so bile stvari dorečene in ko mi čakamo, da štartamo z novo. Celjani bodo novo sezono odprli 28. avgusta s prvim krogom kvalifikacij za Evropsko ligo. V domačem državnem prvenstvu pa bodo v prvem krogu 21. septembra gostili moštvo Maribora. V noči na soboto se bodo padavine od vzhoda okrepile in do jutra razširile do osrednje Slovenije. Vmes bodo nastajale nevihte. V soboto bo večinoma oblačno s pogostimi padavinami, ki jih bo manj na zahodu. Pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo bo še spremenljivo s krajevnimi padavinami, ki jih bo več v vzhodni polovici države. V ponedeljek bo pretežno jasno, spet bo topleje. Želimo vam prijeten konec tedna in nasvidenje znova v ponedeljek.